Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš zveličan. S srcem se namreč veruje za opravičenje, z usti pa se priznava za zveličanje. Kajti pismo pravi, kdorkoli vanj veruje, ne bo osramočen. Ni namreč razločka med Judom in Grkom, isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. Kajti kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo zveličan. Kako naj ga vendar kličejo, v kogar niso verovali? Kako pa naj verujejo v tistega, o komer niso slišali? In kako naj slišijo brez oznanjevalca? In kako naj oznanjajo, če niso poslani? Kakor je pisano, kako lepe so noge oznanjujočih mir, oznanjujočih dobro. Toda evangeliju niso bili vsi poslušni. Izaija namreč pravi, Gospod, kdo je veroval našemu oznanilu? Torej je vera iz oznanila, oznanilo pa po Kristusovi besedi. Vprašam pa, niso mar slišali? Pač, po vsej zemlji se je razlegal njih glas in do koncev sveta njih besede. To je Božja beseda. Bogu hvala. Po vsej zemlji se razlega njih glas. Po vsej zemlji se razlega njih glas. Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svoto znanja, da je delo njegovih rok. En dan sporoča to drugemu dnevu in ena noč naznanja to drugi noči. Po vsej zemlji se razlega njih glas. To ni beseda in niso govori, katerih glas bi se ne mogel slišati. Po vsej zemlji se razlega njih glas in do konca sveta njih govorica. Po vsej zemlji se razlega njih glas. Aleluja, aleluja, aleluja. Hodite za menoj, govori Gospod, in napravil vaju bom za ribiča ljudi. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona z imenom Peter in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje, bila sta namreč ribiča. Reče jima, hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta popustila mreže in šla za njim. Ko je od tam šel dalje, je videl druga dva brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže in jo je poklical. Tudi ta dva sta takoj zapustila čoln in očeta ter šla za njim. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Na god apostola Andreja nam Božja beseda v evangeliju predstavi ta klic štirih mož, ki so postali apostoli, po dva brata, med njimi je tudi Andrej, današnji godovnjak, eden izmed 12, brat Simona, ki mu pozneje Jezus da ime Kefa ali v grščini Peter, se pravi skala, ker je želel nanj postaviti svojo cerkev. Pa vendar je Andrej, kot kaže, tisti, ki je bil pravzaprav poklican prej. Na drugem mestu v evangeliju je namreč povedano, da je bil apostol Andrej, poznejši apostol, najprej učenec Janeza Krstnika. In ko je pri Janezu Krstniku slišal o Jezusu, češ da je ta Božje jagnje, se je odpravil za njim,
da bi videl, kje stanuje, kot sta ga z učencem, s katerim sta šla za Jezusom, vprašala. In ko je to videl, ko je bil nekaj časa z Jezusom, je potem k Jezusu pripeljal tudi svojega brata, Simona, poznejšega Petra. Privedel ga je k Jezusu, pravi evangelij. Tako lepe besede, ki so lahko povabilo tudi za vse nas, da bi mi naše brate in sestre, ne samo rodne, ampak vse ljudi, ki so naši bratje in sestre, znali voditi k Kristusu. To je Andrej, ki privede k Kristusu Petra, ki pozneje postane tudi voditelj cerkve. Še nekaj drugih odlomkov, ki nam iz evangelija povedo nekaj o življenju apostola Andreja, imamo v evangelijih. Morda eden izmed tistih, ki nam lahko nekaj povejo tudi o poznejšem Andrejevem delovanju, je tisti, ko je skupaj s Filipom k Jezusu pripeljal oziroma posredoval za skupino grških romarjev v Jeruzalemu, ki so želeli videti Jezusa. Jezus ob tisti priliki spregovori nekaj besed o svojem trpljenju, svoji prihodnosti in se zdi, kot da sta ta dva učenca nekakšna posrednika med Grki in Jezusom. Značilno za Andreja pa je, da naj bi po izročilu pozneje oznanjal Jezusov evangelij prav med Grki. Zato ga imajo tudi za apostola Grkov. Če je bil Peter tisti, ki je šel v Rim, tam dal svoje življenje za Kristusa, je apostol Andrej umrl za Kristusa, medtem ko je oznanjal evangelij grškemu svetu, je glasnik in oznanjevalec za ta svet. Usmrčen je bil s križanjem, tudi zanj velja, podobno kot za Petra, da je v uri smrti prosil, da bi bil pribit na križ, ki se razlikuje od Kristusovega, ker se ni imel vrednega, da bi umrl na enakem križu, kot je umrl Kristus. V njegovem primeru gre za ta križ, ki še danes nosi ime Andrejev križ, se pravi v obliki črke X. Zelo lepe so besede, ki jih lahko beremo v izročilu iz 6. stoletja, ki ima naslov Andrejevo trpljenje in kjer so navedene njegove besede, ko naj bi sprejel ta svojo vest o tem, z kakšne smrti bo umrl. Takole je zapisano: Bodi pozdravljen, o križ, ki si bil posvečen s Kristusovim telesom in bil okrašen z njegovimi udi, kakor z dragocenimi biseri. Preden je Gospod stopil nate, si vzbujal zemeljsko bojazen, zdaj pa si obdan z nebeško ljubeznijo in te zato sprejemamo kot dar. Verujoči vemo o tebi, kako veliko veselje vsebuješ, kako velike darove pripravljaš. Zdaj prihajam k tebi gotov in poln veselja, da tudi mene z radostjo sprejmeš kot učenca tistega, ki je bil na tebe pribit. O blaženi križ, ki si sprejel veličastvo in lepoto Gospodovih udov, sprejmi me, vrni me mojemu učitelju, da me bo po tebi sprejel tisti, ki me je po tebi odrešil. Bodi pozdravljen, o križ, da, bodi zares pozdravljen. Besede apostola Andreja o križu, ki izražajo globoko vero, ki v križu ne vidi toliko mučilnega orodja, kakor sredstvo za to, da postane še bolj podoben svojemu učitelju, Kristusu, našemu odrešeniku. Povabilo tudi za nas, da bi znali v križu videti znamenje našega odrešenika, da bi znali iti za njim tudi v naših trpljenjih, da bi naše trpljenje znali polagati na križ, da tako pridružiti Kristusovemu trpljenju in tako sodelovati pri njegovem odrešenju.